Nahajamo se pred ustanovo, kjer se blejski otroci učijo, igrajo in rastejo skupaj. Osnovna šola profesorja doktorja Josipa Plemlja letos namreč obeležuje častitljivih 50 let. Pa poglejmo, kako so jih obeležili. Blejska osnovna šola, ki je svoje ime dobila po doktorju Josipu Plemlju, prvemu profesorju matematike na Univerzi v Ljubljani, je svojo novo poslopje dobila 1.9.1972. Pogovarjali smo se tudi z ravnateljico Blejske osnovne šole. Pa vi doživljate zgodbo Blejske osnovne šole? Ja, letos je res posebno leto, namreč naša šola v tem šolskem letu praznuje 50 let, odkar so jo odprli. To je tale stavba, v kateri smo zaposleni, ki z vsem srcem prenašamo znanja na mlade rodove. Seveda se tukaj spletajo razna prijateljstva in če bi hodniki znali govoriti, bi nam lahko povedali veliko zgodb. Namreč skozi naša šolska vrata je šlo že 50 generacij. Na dogodek ob obletnici pol stoletja stavbe so bili med drugim povabljeni tudi učenci 8. razreda izpred 50 let. Bili smo pa prva generacija, ki smo imeli tudi takole otvoritev zunaj. Sošolc Peter Pfeiffer je bral govor v imenu nas učencev. Učitelji so že prej vse pomagali počistiti, pripraviti. Takrat je bil ravnatelj profesor Nuk, ki si je izredno prizadeval za šolo na Bledu. Mi smo Godba Gore, danes bomo zaigrali program za 50-letnico te osnovne šole. V duhu nostalgije na svoje spomine gledajo tisti, ki so bili del zgodbe Blejske šole. Mi v spominu ostali tisti, sem bil predsednik sveta šole, so hoteli zdravstveno ambulanto pripeljati, zobno ambulanto pripeljati v zdravstveni dom. Jaz sem bil pa prvi nasprotnik tega. 40 let sem delala na šoli in lahko rečem, da je to, zdaj še malo jokati začela, moj drugi dom. Zanimivo, od lumparij do vsega lepega, do krasnih nastopov, ker sem tudi sam rad nastopal, se kalil, ja, ni da ni. Meni je pa najbolj ostalo v spominu to, da smo v tistem času že tudi mladi pogozdovali, tako kot zdajle, na razne načine pridobivamo sredstva za kakšen nadstandard. In smo zaslužili s tistim pogozdovanjem kar zelo veliko. Takrat do naše generacije so bili zaključeni izleti še dvodnevni. Naša generacija je bila pa tista, ki se je ravnatelj odločil konc, en dan in mi pa z ogromnim denarja. In potem smo takrat rekli, da poklonimo denar za asfalt okrog šole. Zdaj, če se je to naredili, ne vem. Resnično smo imeli se zelo lepo. No, moram reči, da je že kar nekaj let od tega, ko sem obiskoval osnovno šolo profesorja doktorja Josipa Plemlja na Bledu. Seveda so bili takšni in drugačni trenutki, ampak na koncu se človek spomni predvsem tistih lepih s svojimi prijatelji, sošolci, ko smo morda tudi kakšno ušpičili in predvsem na poti domov in proti šoli. In moram reči, ja, so taki nostalgični časi. Obletnice pa niso obeležili le slavnostjo prireditvijo, temveč tudi na simboličen način življenja in prihodnosti. Hkrati pa smo včeraj zakopali časovno kapsulo. Tukaj noter v časovno kapsulo smo vsi učenci in vsi zaposleni nekaj spravili. To so razne fotografije, pa ribežen, pa žlice, pa mobitel, ki se danes uporablja. In si želimo, da bi čez 50 let to kapsulo naši zanamci izkopali. No in tukaj smo imeli tudi eno predstavo, ko pa eni so plesali tudi, pa vsak razred se je jedel eno sliko, razredno sliko, pa podpisali so se vsi zadaj. Kaj pa se nahaja v časovni kapsuli? Ja, vsak razred je napisal nekaj od sebe, kva hoče biti, pa kjer ga bo najbolj pogrešal. Kaj pa sta vedve napisali notri?
Jaz sem napisala, da me zanima, če smo mi pa še ena prijateljica, še kar prijateljice, pa če se bo mi rada preselila nazaj v Ukrajino. Pa ja, to je to. Kaj si pa ti napisala? Jaz sem pa napisala, da bo, pač upam, da bo skupno salono imela, ne, zato ker skupaj bo imela, ne, za kosmetologijo, ne, neki. Ko smo zakopali časovno kapsulo, smo povabili k temu dogodku tudi prvo generacijo, ki je takrat obiskovala 8. razred. Se pravi, leta 72-73 so bili oni osmošolci in letos praznujejo 50 let valete. Oni so nam podarili jablano, ki smo jo zakopali zraven časovne kapsule, tako da se veselimo, da bo rasla z nami in da se bomo lahko sladkali z domačimi jabolki. Blejska osnovna šola pa se spopada tudi z izzivi. Škoda se naredi tako, kot se je mogla. Naša šola je bila dograjena, zdaj ne vem, koliko je tega nazaj, 30 let po mojem. Takrat je to delal pokojni ravnatelj Peter Nuk. Od takrat naprej pa zdaj nobena stvar se ni tako primaknila, ne. Zdaj se je 20 let govorila o tem v šoli. Saj šola je znotraj izredno lepa. Vsi so zelo lepo skrbeli za šolo, ne? Vsi ravnatelji, vsi zaposleni, ampak je pa res nujna prenove. Jo pa zelo, zelo prvošam vsem otrokom na Bledu, ker si jo zaslužijo. Blejski otroci so sposobni, so pridni, so delavni, dosegajo rezultate na vseh področjih in jaz mislim, da si dejansko res zaslužijo. Ampak eno tako šolo ni treba, da je moderna, ampak taka, da je priročna, da je uporabna, svetla, za svetlo prihodnost naših otrok. Podžupan, svetniki, pa vsi mi moramo se pa zdaj potruditi, da v roku 5 let šolo dobimo obnovljeno in da bomo spet tukajle. Verjetno si nikoli nisem predstavljal, da bom nekoč stal tule kot župan občine Bled pred to šolo, sploh pa ne, da bo verjetno na meni tista, bom rekel, odločilna beseda, kako zdaj naprej, ali šolo obnavljati ali delati novo. In kaj je danes nekaj najboljšega učencem Blejske osnovne šole? Da imamo športno, ko se lahko zlaufa, pa pač, da se lahko s prijatelji družimo. Da smo vsi tako povezani, ne, pa da se dobro razumemo, pač vsi šolarji, pa pač učitelji pa to. Ja, da imam pač veliko prijateljev, pa vsi se dobro razumemo, pa ne jim nasplošno je ful v redu šola. Za razliko od drugih šol imamo drugače res dobro hrano kle, pa velike telovadence imamo, pa pač učiteljice ti ne najedajo, če ne vem, nalogo pozabiš ali pa na slabo pišeš, ker na kakšnih šolah so ful tečne učiteljice. Ja, pa prijazne so. Najboljša je telovadnica, ne. Hrana je tudi dosti dobra, ne. Sam najboljša učiteljica je res Vojvoda. V vsej reki spominov in soustvarjanju zgodb lahko s hvaležnostjo in s ponosom blejski stavbi zaželimo vse najboljše. Ter naj se tudi v prihodnjem na tem mestu rojevajo sanje, sklepajo srčna prijateljstva in ustvarjajo nepozabne zgodbe.